Audi je že več kot 20 let aktiven sponzor svetovnega pokala v alpskem smučanju. In od leta 2016 naprej se je nam celostna podoba znamke kar nekajkrat zamenjala, tako da so se nam od leta 2016 naprej nakopičili te tako imenovani PVC transparenti, s katerimi smo prisotni, in to je del nekdanjega transparenta. Kakih 10 metrov dolgih oglaševalskih rekvizitov je torej namesto na smetišče romalo v arhitekturno impozanten atelje Marija Hercoga, čevljarja, ki izdeluje za vsakega posebej zrisane in natančno po nogah ukrojene unikatne čevlje za stranke po vsem svetu. Pred leti je njegove čevlje podarjal Audi svojim kupcem najdražjih modelov v Rusiji, sodelovanje pa se zdaj nadaljuje v obliki luksuznih torb iz Audijevih smeti. In v čem se čuti luksus? Če pogledamo od blizu, ni niti enega odprtega roba. Vsak rob je pospravljen v nekaj, celo tale tukaj, kjer ga ni. In vsak detajl, čeprav je čevlj še daleč od dokončnega izdelka, je posvečen eni bodoči uporabi, kjer ne bo prišlo do trganj, kjer ne bo prišlo do cvetenja, tako imenovanega šivov ali robov. Če pa pogledamo še srce čevlja, torej Goodyear šivan čevlj, tako imenovan, ali okvirno šivan po slovensko, ki predstavlja najbolj zahtevno stopnjo izdelave čevljev nasploh. Nemci pravijo temu Königsdisziplin. In torej ta kraljevska disciplina je ta, ki odlikuje tudi naše čevlje. In pravite, to zdrži desetletja. Desetletja. Najprej so torej reklame očistili z avtošamponom, potem so seveda do dobro stestirali material, recimo kako bo reagiral, ko ga bodo igle prebadale. Na koncu pa je sledilo krojenje, pri čemer so elemente Audijeve celostne grafične podobe različno porazdelili med torbe, da zdaj med njimi najdemo takšne, ki kričuje Audi, in pa takšne, ki znamko samo subtilno navajajo. Unikatnost je namreč bistvena. Del tega, kar mi razumemo zdaj tu kot luksus, je tudi ta unikatnost. Niti dve torbi nista enake in tudi bojne rane, da jih tako imenujem, so pri vsaki torbi svoje, so drugačne, ampak so del te identitete. Zdaj, vsi ti izdelki, a so primerni, da bi jih ugradili tudi v kakšen sestavni del kakšnega Audija? Se pravi, recimo, videl sem že recimo... vprašanje, po mojem... Kakšen vložek, recimo, karkoli? Ja, jaz tukaj, kar zdaj vidim recimo na brzino in kar smo se naučili, zagotovo kakšna obroba, recimo na, zdaj izdam patent, obroba predpražnikov pri A8 je bila včasih v usnju, pri najdražjih verzijah. To bi bila recimo lahko ena od stvari. Tudi mogoče na vratih kaj? Na vratih obloge, recimo, fantastično, ker je zagotovo zdrži... Mogoče tudi na mesto kakšne lesene letvice, pa da bi tudi to... Morda tudi to, ja. Komaj čakam, da vidim vaše prototipe na to temo. Hvala lepa. A bi lahko naredili avtomobilski volan iz tega materijala? Lahko bi ga naredili, ampak mislim, da ne bi bil udoben niti približno toliko, da bi bil pregladek, prej ali slej bi se tudi verjetno razbarval in takrat mislim, da bi dobili mogoče en tak dokaj neposrečen izdelek, mogoče za kak vzorčen ali pa retro Audi. To bi bil bolj, bi rekel, vicko pa nekaj smiselnega. Kaj ste se pa konkretno še kaj naučili v bistvu za vaš posel? Ko govorimo o recikliranju, se pravi, tukaj ste v bistvu reciklirali smeti pa naredili luksus, ne? A lahko še, recimo, ne vem, naredite čevlje iz smeti? Ja, moram reči, da te torbe so nas napeljale tudi na to misel. Je pa res, da to zahteva en svoj razvoj, testiranje teh materialov, ampak zagotovo se je to ponudilo kot naslednji korak. Je pa treba ujeti tu eno ravnovesje, da zadeva ne izpade banalna, da ne izpade ceneno ali pa samo površno interpretiranje neke filozofije, pravzaprav neko zlorabo neke ideje. Če že bi radi bili dosledni, pa naredili res en smiselen čevlj, smiselno obuvalo. Niti ni nujno, da čevlj, sploh ne klasičen, mogoče športen. Tako da ja, ta ideja nas je pripeljala tudi do tega. Zakaj je to samo slovenski izdelek?
slovenski projekt. Ni rečen, da bo to samo slovenski projekt. Namreč po prvem odzivu kolegov, predvsem rekel iz sveta teh zimskih športov, se pravi iz trgov Evrope, je odziv res fantastičen. Tudi moram povedati, da je naš projekt podprl Mark Girardelli, svetovna smučarska legenda, in mislim, da imamo lepe obete, da prodremo tudi preko slovenskih meja s tem. Se pravi, zdaj vi ste nabrali transparente iz slovenskih prizorišč. Ja, tako če se jih nabere še iz vseh drugih tekem, koliko torbic pa lahko dejansko v bistvu sploh naredimo? Tukaj moramo... Ne sme jeti za veliko serijo v nobenem primeru, ne? Ne sme. Je pa seveda ideja, da mogoče vsaka država sama zase, recimo Avstrija, ki ima legendarno prizorišče Kitzbühel, bi zagotovo želela svoje kupce nagovoriti z eno torbo, ki je izdelana iz transparenta v Kitzbühelu. Je Audi spet spremenil kakšno celostno grafično podobo? Boste letos spet imeli odpadne transparente? Ne, mi smo pravzaprav porabili čisto vse transparente, ki niso več aktualni. Tako da že od začetka je ideja celotne zgodbe taka, da mi ne zaključimo samo s prodajo ali pa navduševanjem naših kupcev z enim takim izdelkom, ampak želimo v bistvu s prispevki od te prodaje podpreti nek nov trajnostni projekt. In ta trajnostni projekt je projekt zavoda Your-Sea v Piranskem zalivu, katerega poslanstvo je ohranjanje in krepitev biodiverzitete mikroorganizmov v Piranskem zalivu, se pravi v Slovenskem morju. No, imamo naslednjo zgodbo. Inspiracijo za izdelavo teh torbic so bili projekti, ki jih podpira Audi Environmental Foundation, s katerimi Audi med drugim išče tudi načine, kako znižati vpliv svojih dejavnosti na okolje. Odslužene baterije Audijevih e-tronov recimo že premikajo indijske rikše, pa razvijajo tudi projekt izdelave posebnega filtra za odtočne jaške v cestah, ki zajamejo delce gum. Nazadnje pa smo spoznali njihov projekt, s katerimi iščejo ustrežne rešitve, ki bi onesnaževalcem omogočile preživetje tudi z okoljsko sprejemljivejšimi dejanji. In za vaš naslednji klik torej zdaj priporočamo Audijev način reševanja kmetovanja na bavarskem močvirju.